Moj mož je pogrešan. Ni ga že približno 3 ure in imam nekaj indicev, da je verjetno načrtoval, da ga ne bi našli. Izklopil ga je in ga pustil za seboj, kar se zdi precej namerno. To je žena upokojenega generalmajorja letalskih sil Williama Neila McCaslina, ki jo slišimo v klicu na številko 911, ki do zdaj še nikoli ni bil objavljen. Mislim, da je peš. Vsi naši avtomobili in kolesa so v garaži. To je velik nov razvoj v zgodbi, ki jo spremljamo o pogrešanem moškem, katerega delo je povezano z letalsko bazo Wright-Patterson, krajem, za katerega že dolgo krožijo govorice, da je povezan z Roswellom in NLP. In zdaj naj bi očitno sredi dneva odšel iz hiše, domnevno zamenjal oblačila in izginil. Kaj se je torej zgodilo v tistem kratkem časovnem obdobju med tem, ko je njegova žena odšla in ko se je vrnila domov? In eden najbolje izurjenih mož v ameriški vojski je preprosto izginil. Pogovorimo se o tem. Dobrodošli v oddaji Sidebar, ki jo predstavlja Law and Crime. Jaz sem Jesse Weber. Upokojeni general z 2 zvezdama iz letalskih sil naj bi sredi dneva odšel iz svoje hiše. Očitno pusti svoj telefon, očala, pametno uro, se preobleče v nekaj, česar njegova žena očitno ne prepozna in na to nič. Te dne ni bilo nobenih opažanj, nobenih posnetkov, nobenih odgovorov, samo ugibanja. NLPG, vladne skrivnosti. Ime je povezano z udrtimi e-poštnimi sporočili o Roswellu. Toda zdaj imamo nekaj novega. Imamo nekaj v rokah, kar do tega trenutka, ko to objavljamo, še nismo videli, da bi kdo drug objavil. To je popolnoma nov klic na 911 njegove žene, opravljen le nekaj ur po njegovem izginotju. In želim, da poslušate. To je del tega. Želim, da poslušate, kaj pove operaterju. Moj mož pogrešan. Okay. In minile so približno 3 ure in imam nekaj znakov, da je verjetno načrtoval, da ga ne bi našli. To je ponovno žena upokojenega generalmajorja Williama McCaslina. In kar bo povedala naslednje o njegovem duševnem stanju. O tem, da ni želel biti najden, bomo ne le podrobno analizirali, ampak bomo tudi povabili nekoga, ki nam bo pomagal to razumeti. Ključnega strokovnjaka za kazenski pregon iz fundacije Cold Case Foundation. Ker ko minevajo tedni brez odgovorov, ko človek, ki je svojo kariero preživel v najbolj skrivnih ameriških programih, preprosto izgine v nič, kje sploh začnejo preiskovalci, kam je šel? Kaj naj si mislimo o tem klicu na 911? Preden sploh pridemo do tega novega posnetka, ki ga še nismo slišali, moram vse skupaj postaviti v kontekst, da bo klic imel smisel, prav? O kom pravzaprav govorimo? Koga pravzaprav iščemo? William Neil McCaslin, star 68 let, upokojeni generalmajor ameriškega vojnega letalstva. To ni nek naključni človek, ki bi se izgubil. To je nekdo, ki je očitno 34 let delal na eni izmed najbolj občutljivih tehnologij, ki jih ima vojska. Astronautični inženiring, nabava vesoljskih sistemov, nacionalni izvidniški urad. To so ljudje, ki se ukvarjajo z vohunskimi sateliti. In na koncu je prevzel poveljstvo raziskovalnega laboratorija letalskih sil na letalski bazi Wright-Patterson v Ohiu. Zdaj, Wright-Patterson, to je pomembno. Desetletja so teoretiki zarote trdili, da je tam vlada na skrivaj shranila razbitine iz Roswella. Letalske sile, da bo jasno, tega nikoli niso potrdile, a povezava ostaja. In ko še naprej spremljamo ta primer, ko oseba kot je ta izgine, ljudje začnejo govoriti. Ljudje začnejo ugibati. Zdaj, če pustimo teorije zarote ob strani, tukaj je, kar dejansko vemo. Vemo, da je bil 27. februar četrtkovo jutro. Po podatkih šerifovega urada okrožja Bernalillo je bilo okoli 10 ure zjutraj. Servicer se pojavi pri McCaslinovem domu na Quail Run Court v Albuquerqueju v Novi Mehiki, dogovorjen termin, vstopi v hišo, komunicira z McCaslinom. To je potrjeno. In približno 1 uro kasneje, ob 11:10, njegova žena Susan odide na zdravniški pregled. Ko se vrne malo po poldnevu, ob 12:04, ga očitno ni več. Na prvi pogled je morda odšel na sprehod. Je navdušen ljubitelj narave, hodi, kolesari, smuča, dobro pozna tiste vznožja v okolici. Potem pa začne iskati naokoli. Njegov telefon je še vedno na pultu. Njegova očala z dioptrijo so tam, pametna ura je tam zapuščena in njegova oblačila pravi, da je vedela, kaj je imel oblečeno, ko je odšla. Ampak, in to je zanimivo, kasneje najde ta oblačila v omari. Torej se je očitno preoblekel v nekaj drugega, nekaj, česar trenutno ne more prepoznati. Tako pokliče 911 in takoj reče nekaj, kar te popolnoma ustavi. To je nov posnetek. Tega še nismo slišali. Dick, poslušaj. Tukaj je April, kako vam lahko pomagam?
Živijo, April. Moje ime je Susan Wilkerson. Moj mož pogrešan. In pogrešan je že približno 3 ure. In imam nekaj znakov, da je verjetno načrtoval, da ga ne bi našli. Pustil je svoj telefon, preoblekel se je v ne vem kaj, mislim, da je peš. Vsi naši avtomobili in kolesa so v garaži. Odšla sem na zdravniški pregled okoli 11:10 in takrat je bil on še tukaj v hiši. In ko sem se opoldne vrnila, ga ni bilo več. Izklopil ga je in ga pustil za seboj. Tad se zdi precej namerno, saj ima vedno svoj telefon pri sebi. Ima pametno uro. Ne vem, ali jo ima seboj ali ne. Ali je to že kdaj prej naredil? Nikoli, ničesar niti približno podobnega. Je upokojeni general-major letalskih sil. Je zelo odgovoren, vendar se sooča tudi z nekaterimi zdravstvenimi težavami. Imate doma kakšen video? Ne. Ali so mu diagnosticirali kakšne duševne motnje ali kaj podobnega? Obiskujeva zdravnika tako za telesno kot duševno zdravje zaradi tesnobe, kratkoročnih težav s spominom in pomanjkanja spanja. Isti zdravnik, pri katerem sem bila danes? Ali ima pri sebi kakšno orožje? No, običajno ne. Ima sef za orožje in šla sem pogledat v sef, da bi videla, če kaj manjka, ampak nisem mogla ugotoviti, če kaj manjka. Ima kar nekaj pištol in pušk, razen tega, da je rekel, če se mu bodo možgani in telo še naprej slabšali, noče živeti tako. Ampak zdelo se mi je, da je to bil samo moški, ki je rekel, sovražim, kako gre vse to, ker sem mu rekla, ja hočeš, ja hočeš. V redu, poslali bomo nekaj policistov, da se pogovorijo z vami. Poskusite malo poiskati in ugotoviti, kaj se dogaja, prav? Seveda, najlepša hvala, ni za kaj. Torej, tukaj je vprašanje, prav? Ste dispečer številke 911. Ženska pokliče in reče, da je njen mož, ta nekdanji general-major, odšel iz hiše pred nekaj urami, brez telefona, brez očal, očitno se je preoblekel in pravi, da je načrtoval, da ga ne bi našli. Mislim, iskreno, kaj ti gre skozi glavo ob tem? Kako sploh začneš preiskavo? In mimogrede, kako žena to ve, prav? To je ključno, kaj ne? Kaj pa njegova rutina? Kaj pa, ali je vedela zanj, pravi, da je to situacija, kjer bi lahko on aktivno poskrbel, da ga ne bi našli. Da bi pomagali odgovoriti na vsa ta vprašanja, da bi dobili odziv na to in ugotovili, kam bo preiskava šla naprej, bomo povabili nekoga, ki to delo opravlja že desetletja. Chris Medonho, direktor za odnose z organi pregona in preiskovalni svetovalec pri fundaciji Cold Case Foundation. Chris, lepo te je videti. Hvala, da si vzel čas. Hvala, Jesse Weber, cenim povabilo, prijatelj. Povej mi, kaj ti je najbolj padlo v oči pri tem klicu? No, takoj, mislim, prva rdeča zastavica v tem telefonskem klicu je prav ta komentar. Mora imeti nek načrt ali nekaj v tem smislu. In to je ena od teh anomalij. Ne? Tisto, kar bi imenovali DLR, ne izgleda prav ali ne zveni prav. In ne, da ne bi moglo biti prav. To bi bil kot prva izhodiščna točka, ko prvi policist pride na prizorišče in začne preiskovati zadevo. Ideja, da ni rekla, da ga je moral nekdo vzeti, da mu je moral nekdo nekaj narediti. Bilo je to priznanje, da glede na moškega, ki ga pozna, in še posebej glede na oblačila in predmete, ki jih je pustil za sabo, je to storil sam, da ni želel biti najden. Veš, če to primerjaš s primerom Nancy Guthrie, ki je očitno drugačen, tam ni bilo nobenih znakov. No, morda sprva nismo bili povsem prepričani, kaj se je zgodilo, ampak bilo je precej jasno, da to ni bila situacija, kjer bi nekdo preprosto odtaval. Veš, in ja, ona je precej starejša od McCaslina, ampak ideja, da je moral načrtovati, da ga ne bodo našli, je zelo, zelo zanimiva. Ja, mislim, kdo pa sploh omenja ta načrt? Prav, prvič to slišimo v klicu na 911. Načrtoval je, da ga ne bodo našli. No, prav policist pride na kraj dogodka in začnejo, veš, imajo nekaj prioritet. Prva prioriteta je preveriti, ali je glede na videz okolice kaj sumljivega.
V redu. Druga dejavnost, ki poteka hkrati, je, da opravljate razgovore s pričani, v tem primeru z družino, ženo, in želite, da se držijo svoje izjave. Tako da veste, kasneje, ko preiskovalci pridejo na kraj dogodka in če se ne sliši prav ali ne izgleda prav, kot so govorila prej, potem to poveste prvim preiskovalcem, ki pridejo na kraj. In tretji del te sestavljanke je, da morate začeti pregledovati hišo in morate začeti iskati anomalije, o katerih je morda govorila po telefonu, naprimer, da ima veliko orožja. Preživlja veliko duševnih težav. Hodila sva k istemu zdravniku in tako naprej. In želite začeti iskati dokaze, ki bodo potrjevali resničnost te morebitne izjave. Torej je v tem primeru ključno in bi bilo ključno že od trenutka, ko je prvi policist prišel na kraj dogodka, da bi lahko začel sestavljati potek dogodkov. Mislim, da so bila oblačila velik pokazatelj, kaj ne? Veste, ideja, da so bila oblačila pomembna. Torej, ali postane skoraj nemogoče vedeti, kaj je takrat nosil? Mislim, kako naj bi poznal celotno garderobo človeka, tudi če si z njim poročen? In tudi, razen če so kupili oblačila vnaprej, ki jih še niso nosili, se to zdi izziv samo po sebi. Ja, prav. In zato v takšne preiskave ne greš z vprašanjem kako, ampak vedno z vprašanjem zakaj. Zakaj bi pustil stvari za sabo, kot so njegov mobilni telefon, očala na recept, vse nosljive naprave, kaj ne? Stvari, ki jih boš potreboval tam zunaj v svetu. In zato moraš začeti to razčlenjevati. In potem moraš začeti zapolnjevati te vrzeli z pravimi detektivskimi metodami. Mislim, najmočnejše orodje vsakega kirurga je skalpel. Ampak za preiskovalca je to vprašanje. Prva vrsta vprašanj, ki jih postavimo pričam, celo ženi in družini, vam lahko razkrije morebitne rane znotraj te preiskave. In tako boste lahko ugotovili v redu, kako moram zašiti te rane. Preiskovalci naredijo napako, ko napišejo recept, ne da bi prej postavili diagnozo. In včasih, veste, če je tukaj šlo za kaznivo dejanje, ima osumljenec v tej situaciji prednost. In veste, nekateri opozorilni znaki, o katerih govorite, so takoj očitni. Manjkajo mu pohodniški čevlji, pištola in tako naprej. Ampak odkot vse to prihaja? To prihaja iz notranjosti njegovega doma, torej prek prič, ki so ga nazadnje videle. Zato želiš zagotoviti, da to hitro razjasniš s pravimi vprašanji in tehnikami vodenja pogovora. In sprašujem se, ali je zaplet v tem, da to ni le John Smith, ki izgine, ampak nekdo, ki ima usposabljanje. To je nekdo, ki je vešč gibanja v naravi. In sprašuješ se, če je to primer, kjer oseba noče biti najdena, ali je verjetno, da je ne bodo našli? No, veš, to je vedno možnost, kaj ne? Mislim, glede na njegovo vojaško usposabljanje. Vprašanje je, če se oddaljuje od svoje hiše, mora zdaj narediti tako imenovani geografski profil in reči, v redu, veš, kako daleč bi ta človek lahko prišel. Star je 68 let, morda ima nekatere zdravstvene težave, ki se lahko pojavijo, vendar je tudi zdrav, glede na to, kar pravi njegova žena. Nima nobenih težav z demenco kot takih. Takoj bi se želel pogovoriti z njegovimi zdravniki. Želel bi se pogovoriti z zadnjimi ljudmi, ki so ga videli, in poskušal natančneje določiti časovni okvir. In hkrati, če noče biti najden, potem želiš začeti iskati digitalne sledi v današnjem okolju. Rad bi se vrnil k vidiku duševnega zdravja, prav? Mislim, da je to res zaskrbljujoč, srhljiv del tega. Pomanjkanje spanja, kratkoročna izguba spomina, anksioznost. Moj in telo se še naprej slabšata. Vprašanje je, ali sploh želi živeti tako. Eden od izzivov je, če imamo opravka s situacijo, ko si je nekdo nekaj naredil sam. Kako za vraga je mogoče, da ga kljub vsem tem agencijam, ki ga iščejo, še vedno ne morejo najti? Zato so tu še drugi, ki verjamejo. So ga ujeli, so ga odpeljali. Ali pa se spet vrneš k ideji, ki si jo omenil, kako lahko nekdo kar izgine. Ampak to je tisti del, ki je izziv, kaj ne? Tudi če si je nekdo kaj naredil, kje so, kje je njihovo telo? Veš, to je res zanimiv primer iz časa, ko sem delal v okrožju San Diego.
Imeli smo primer v Rancho Santa Fe, ime mu je bilo Ian Spiro. Ne vem, če ste že kdaj slišali za to ime, ampak živel je v zelo premožni soseski. Njegova družina, 4 člani njegove družine, njegovi 3 otroci in žena so bili najdeni mrtvi v njegovi hiši. Kasneje so njega našli, mislim, da je bilo to v puščavi Borrego, v njegovem vozilu in spil je nekaj cianida. In nihče takrat ni vedel, kdo je bil. Ampak, če preskočimo naprej, povezava je v tem, da je bil na koncu nek operativec na visokem položaju v vladi. Operativec, kjer je bil trgovec z orožjem in tako naprej. In do danes ta primer še vedno ni rešen. In to ima von po nečem takem, kjer imaš človeka na visokem položaju v vladi, ki se kar tako odloči, da bo zapustil svojo hišo. Najdejo domnevni kos oblačila nekaj kilometrov stran, ampak kot si rekel, je preprosto izginil. Ljudje to lahko naredijo, ampak kot si rekel, se tukaj pojavljajo tudi vse te druge teorije zarote. In mora se vprašati, v redu, kaj se najprej dogaja v tej hiši? In ne zapustiš tega okolja, ker je v tem primeru on zelo nizkorizična žrtev. Kar pomeni, da je v svojem okolju, v svoji hiši, v svoji situaciji, v svoji hiši, v svojih okoliščinah, je zgodaj zjutraj. To ga postavi zelo nizko na lestvici tveganja. Torej, obstaja večja verjetnost, da si ga je za tarčo vzel nekdo, ki ga je poznal, ali nekdo, ki je imel dostop do njegovega okolja. In do okno šerifov urad objavi časovnico, vzdrževalec ob 10. uri, žena odide ob 11:10, vrne se ob 12:04. To je tako ozko časovno okno. In sprašuješ se, kako preiskovalci delajo s tako časovnico? Mimogrede, šerifov urad je bil precej odprt glede tega, kako nenavadno je vse to. Tako so to povedali. Njegove nosljive naprave in jemanje telefona so bili pri njem običajna praksa. To je nenavadno. Od začetka smo rekli, da je to nenormalno vedenje z njegove strani. Zato preučujemo vse možne vidike in smo pripravljeni obrniti vsak kamen, da bi pomagali ugotoviti, kje je gospod McCasland. In očitno so iskali temeljito, z droni, helikopterji, pasjo enoto, psi za iskanje trupel. Prečesali so kanjon, kjer so njegove nosljive naprave pokazale, da je hodil. In tukaj je stvar. Kasneje so našli zeleno majico in pohodniške čevlje, za katere so mislili, da jih je imel oblečene, ko je odšel. To je bilo v drugem družinskem domu v Pegasus Springsu v Koloradu. Torej v resnici ne vedo, kaj je imel oblečeno. In tudi šerifov urad se je na to odzval. Prejeli smo veliko namigov o predmetih, ki so bili najdeni. Vsakega preverimo. Preverimo pri družini in prijateljih, ali so te predmeti bili znani kot njegovi ali jih je uporabljal. In to bomo še naprej počeli. To je torej posodobitev glede teh predmetov, ki jih vidite, da jih prinašajo. Ne pravimo, da jih je imel na sebi, ko je odšel. Samo ne vejo, kje so. Torej, Chris, slišiš odziv organov pregona. Minilo je že nekaj časa. Kje misliš, da so trenutno pri preiskavi? No, upam, da so zdaj v fazi, ko začenjajo preučevati digitalne sledi, če te obstajajo. Če so ti predmeti dejansko povezani s to določeno izginotjem in jih najdejo na drugi lokaciji, to pomeni, da imate tukaj potencialno 2 prizorišči zločina. In zdaj morate povezati te točke, kaj ne? Kako pridemo iz točke A do točke B. In potem od tam naprej morate zadevo rekonstruirati za nazaj. Ali je imel načrt? Mislim, recimo, da je to bil nameren odhod. Kaj je bilo del tega načrta? No, če gre za najeto vozilo ali kakršnokoli vozilo, ki bi ga uporabil za prihod na drugo lokacijo, potem bodo te informacije na voljo organom pregona. Slej ko prej bodo to našli. Ampak če je recimo še ena situacija, kjer naleti na nekoga, ki ima slabe namene, če uporabim ta izraz. Imel sem primer ugrabitve, kjer je mati pustila lonec krompirja na štedilniku in šla v lokalno trgovino, nato pa je izginila. Našli smo jo 4 mesece kasneje. Bila je pokopana. In ugotovili smo tudi, da so bili osumljenci, na katere je naletela, v trgovini in da je šlo za ugrabitev zaradi ropa.
In če je to situacija, kjer recimo gre ven in na to naleti na nekoga, ne vemo, ali obstaja možnost, da so ga odpeljali na drugo lokacijo in rekli, v redu, od tu bomo šli naprej. Ja, ali pa se je želel z nekom srečati. Preprosto ne vemo, ker je spet časovno okno, ko je odšel ali izginil, zelo ozko. Mislim, izgine takoj potem, ko žena odide. Ti predmeti ostanejo. Težko je vedeti, kaj se je v resnici zgodilo. In potem je tu še pištola, mimogrede. Torej, ta revolver kalibra 38, usnjeni tok, še vedno pogrešani. Šerifov urad so vprašali, ali ga je običajno nosil s seboj. Poglejte. Običajno ne bi hodil na pohode z orožjem pri sebi. To bi bilo namenjeno morda za kampiranje čez noč in podobne stvari. In potem je bilo to za osebno zaščito. Torej, kaj iščemo s tem? No, če bi recimo general McCaslin pred kratkim šel v zastavljalnico in to prodal, pa tega nismo vedeli, ali pa njegova žena tega ni vedela, bi želel to vedeti. In to bi bilo nekaj, kar bi bilo zanimivo. Če nekdo hodi v gorah in najde izstreljeno tulko kalibra 38 Special, bi bilo to nekaj posebnega, kar bi želeli vzeti in obdelati. Zato delimo te informacije. Ja, Kris, samo na hitro, mislim, to je res pametno policijsko delo, da poskušajo ugotoviti, kako bi lahko bila pištola povezana, ampak nisem slišal nobenih novosti o tem. Zato se sprašujem, ali je to zdaj slepa ulica. Lahko bi bilo, Jesse Weber, res bi lahko bilo. In nenavadno je, da jo je vzel s seboj v tok. Če boš, veš, običajno nekdo, ki namerava narediti samo poškodbo, če uporabim ta izraz, zakaj bi potreboval tok? V redu, mislim, videl sem že toliko prizorov smrti, da če se nekdo namerava lotiti tega, bodi si, da si bo škodoval, bo to orožje preprosto zataknil, veš, morda za hlače ali ga nosil ali kakorkoli že. Temu bi oporekal in rekel, da je bilo morda, če govorimo o tem, da ga je vzel, navada. Mislim, to je bil njegov postopek. Vedno ga je imel v toku, recimo. In morda ne vem, kakšno razdaljo bi lahko prepotoval. To bi bilo odvisno od domnevnega načrta, ki ga je imel, ali karkoli je želel narediti. Veš, bolj varno bi bilo, če bi ga imel v toku, preden bi se odločil, da ga uporabi, ali če bi ga moral uporabiti. Prav, in s tem bi se popolnoma strinjal, ampak hkrati bo šel na kraj, kjer bodo našli njegovo truplo. In tega do zdaj še niso odkrili. Tako da je skoraj tako, kot da so te predmeti omenjeni za to, da ustvarijo to zmedo. In mislim, da prav tam ciljam s tem razmišljanjem. Kot da je preveč malih podrobnosti, ki nimajo smisla. Veš, škornji, denarnica, vse stvari, ki jih je pustil za seboj, a vzame svojo pištolo. In je tako, počakaj malo, to se ne ujema. Obstaja še ena plast te zgodbe, o kateri veliko ljudi preprosto ne more nehati govoriti. Rad bi slišal tvoje mnenje o tem, ker očitno McCaslin ni edina oseba v njegovem krogu, ki je izginila ali umrla v čudnih okoliščinah. Tu je tudi Melissa Cassius. Delala je kot administrativna asistentka v nacionalnem laboratoriju Los Alamos. To je isti laboratorij, ki je razvil atomsko bombo. Izginila je junija 2025. Odšla je iz svojega avtomobila, pustila telefon, denarnico, ključe, nazadnje so jo ujeli na kameri, kako sama hodi po avtocesti, potem pa je izginila. Tu je Monika Reza, raketna znanstvenica pri NASA, ki je izginila med pohodom s prijatelji v Kaliforniji, le 4 dni, preden je izginil Cassie. Delala je na projektu, ki ga je financiral raziskovalni laboratorij letalskih sil, isti laboratorij, ki ga je včasih nadzoroval McCaslin. In potem je tu še Karl Grillmer, priznani astrofizik, ki so ga februarja ustrelili na njegovem domu v Kaliforniji, ravno v času, ko je izginil McCaslin. Njegovega strelca so aretirali. Delal je na projektih teleskopov, ki so jih poganjale vojaške tehnologije, ki jih je nadzoroval isti laboratorij. Da bo jasno, ne pravim, da je vse to povezano. Korelacija še ni vzročnost. Ampak ali vidiš tukaj zaskrbljujoč vzorec? Misliš, da bi bilo treba vse to raziskati? Absolutno. Mislim, s takšnimi povezavami, kaj ne? Kdo je v krogu vpliva? In zdaj, veš, vsi te drugi posamezniki so tudi, veš, izginili. In to je zanimivo. Poglej povezave v zvezi s pohodništvom, v redu, in preprosto ljudi, ki so bili zunaj. Vsi ti dogodki se dogajajo na prostem. Če veš, že sam to je sumljivo. Veš, kakšne so možnosti, da ekipa dela skupaj. In to pojasnjuje, nato pa skupaj izgineta.
In to pojasnjuje, zakaj je FBI vpleten v to. In to ni le lokalna zadeva šerifovega urada, to je bila ena izmed stvari, ki so mi takoj padle v oči. Kot, zakaj so zvezni agenti vpleteni v to? Ja, tip je upokojeni vojak. Mislim, moj oče je bil 31 let v mornariški pehoti. Ampak, če bi on izginil, FBI ne bi potrkal na moja vrata. In zato je tam resen izziv, ko jih vidimo vpletene. In morda je to v skladu s tvojim mnenjem, ker bi lahko obstajala povezava. Nekdanji pomočnik direktorja FBI Chris Swecker je za Daily Mail povedal, da preiskovalci teh primerov ne morejo obravnavati ločeno. Težav je, citiram, da FBI teh primerov ne more preučevati ločeno in jih obravnavati kot posamezne primere pogrešanih oseb. Tudi kongresnik Eric Burleson je pozval FBI naj se vključi. Rekel je, da so izginotja globoko zaskrbljujoča. Na to pa želim preiti na drug vidik, na temo NLP-ov, saj se ime McCaslin pojavi v tistih udrtih Wikileaks e-poštah. Tom DeLonge je govoril o njem kot o tipu, ki je vodil laboratorij v Wright-Pattersonu, na istem mestu, kamor naj bi šli ostanki iz Roswella. Tom DeLonge iz Blink 182, šerifov urad so o tem povprašali. Njihov odgovor je bil v bistvu, samo zato, ker je noro, še ne pomeni, da ni res, vendar tega ne moremo preiskovati. In o tem sem vprašal kar nekaj gostov, s katerimi sem se pogovarjal. Kako daleč lahko gredo pri pregledu njegove preteklosti, njegove zgodovine in pri tem, na čem je delal? Ker si predstavljam, da so tu vprašanja varnostnega dovoljenja in zaupnih dokumentov. Povej mi kaj o tem. No, ne morejo iti prav daleč. Tudi zvezni organi ne morejo iti prav daleč, FBI, razen če imajo tako imenovana varnostna dovoljenja za zeleno karto. In dejstvo, da so vse te stvari strogo ločene, torej nekateri od teh projektov so bili morda strogo zaupni in tako naprej in tako naprej. Lahko se približaš vratom, vendar to še ne pomeni, da se bodo vrata odprla. In to je bila ena izmed zanimivih stvari v primeru Iana Spira, o katerem sem govoril. Mediji so šli tako daleč, da so poročali, da so bile nekatere povezave z vlado. Torej, potencialno so ga obravnavali kot enega izmed trgovcev z orožjem med oskrbo z orožjem v aferi Iran-Contra. In ko je prišlo do te ravni, se je tam tudi ustavilo. In ta primer do danes ponovno nikoli ni bil rešen. In to je bilo v 90-ih. In ali bo tudi to pristalo v tej skupini, kjer se bodo vsi približali rešitvi. In zaradi drugih projektov na visoki ravni, ki jih je ta tip nadzoroval, se ne morejo dovolj približati. Glavno je, da ne vemo, kaj se mu je zgodilo. Preprosto ne vemo. To je iskren odgovor. Povedal bom, če ste bili v vznožju Sandy 27. ali 28. februarja, preverite svoje kamere, posnetke hišnih zvoncev s kamero, kamere v avtomobilih, fotografije, ki ste jih tisti dan posneli. Na miže lahko posredujete enoti za pogrešane osebe šerifovega urada okrožja Bernalillo na številko 505 468 7070. Anonimno lahko pošljete sporočilo prek TIP 411, pošljite BCSO in vaš namig na 847 411. Chris, najlepša hvala, da ste si vzeli čas, zelo cenim. Hvala, Jesse Weber. To je za zdaj vse, kar imamo za vas tukaj na Sidebarju vsi skupaj. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili in kot vedno, prosim, naročite se na YouTube, Apple Podcasts, Spotify ali kjerkoli poslušate podcaste. Lahko nas spremljate tudi na NBC-jevi platformi Peacock. Če želite slediti meni na X, Instagramu, moji oddaji na News Nation, Jesse Weber v živo od ponedeljka do petka ob 23. uri po vzhodnem času. Se vidimo naslednjič. Bye.